Jovan, zdaj to daš v anal, lahko spomnim se, da si enkrat delal reference Slovenije v animejih, zdaj lahko daš še reference Slovenije v glasbi. V japonski glasbi. Ne, to je to. Zdaj imamo kreditiran vir, da je Slovenija bila povod za nekaj japonsko glasbo. Ja, pa ne, se drugače, dosti njihovih komadov, pa Loka je tudi tukaj pisala. Loka je bil en metal band, ne? Ja, nekako tak bolj hard rockeriš, ja. Sej še zdaj so se preimenovali sicer zaradi pravnih razlogov itd. Loka. Ja, Loka se mi zdi, je to brand, ki bi lahko bil IP, ne, so pomeni, da bi bil kakšna kava. Ja. Bi bil lahko trademark. Dvomim, da slovenska, a je Loka kava slovenska, da bi mi trademarkali Japonce. Ja, mogoče sem se pa, siguren je rekel Japonc, eno kavo iz Slovenije. Loka je, v bistvu je španska beseda, prav L-O-C-A ima. Live in la vida Loka. Ne, K. Actually, nikoli se nisem pozanimal, odkje ime, čist iskreno. Ta imena, tudi če vidiš ime, je zelo težko v bistvu ugotoviš, ne? One OK Rock, ne, je v bistvu izhaja iz tega, da oni, ko so bili še zelo začeten band, pa so še trenirali, so hodili ven studio in so začenjali ob enih. One OK Rock, ne? Veš, One O'Clock. That's actually true. Zato so One OK. Ok, odkot pa je pol prišel Fear and Loathing in Las Vegas, so bili v Las Vegasu. Dejansko so bili na kakih drogah, ja. Dejansko iz filma, to so bi pa razlagali, ampak je bil pa problem, da ne vem, a jih je producent ali ne vem kdo je bil na Japonskem in je slišal za ta band, ker so imeli, oni so dosti popularni na Japonskem in pač imajo buse in itd. Oni so bili najboljši. In fora je to, da so pol mogli dodati vejico. Wow. Fear, vejca and loathing. Zato, da so se ločali od vsega skupaj. Da niso trademarka vzeli od njega. Ja, dobesedno vejico pred en, se pravi, to je Oxford koma, uradno, ne? Da so lahko ime v bistvu obdržali, ampak v bistvu ga niso obdržali, ker ni isti kokarun. Zelo tako. Sem tale Saga, kateri zakon je bil to? To je bilo 2015, če se ne motim. To je bilo v Kino Šiški? Ne, to je bilo direktno naslednje. Takrat je že bil v Friju. Ja, na Friju je bilo. Pa mislim, da že drugič ali tretjič. Drugič mislim, da je bilo to. Takrat sem bil host iz Host Cluba. To se spomnim. Ja, ti si bil v bistvu na odru. Ja, jaz sem dejansko vodil program še takrat. Danes smo še bila, mislim, da je to bilo eno od zadnjič. To je ta. To je bilo 2015 ali 2016. Katere? Oran High School Host Club? Ja. Katerega karakterja se ja, glavnega, kdo pa ti drugi lahko. Glavni je punca. Ja, Uga, pač, ta blond, v glavnem. Blond, ja. The happy guy, okay? Ja, the happy guy defines you. Tudi če bi crossplayal, pač I wouldn't like that. Pa takrat, če je Gašper delal video, to še najbolj znani video na YouTubeu. Takrat je bil Gregi še mlad, je dejansko zgledalo. Dejansko je ta izsek, mislim, da tudi na Touhu, Facebooku najbolj gledan. Ne vem, koliko tavžen, zato ker so si očitno vsi Balkanci še to pogledali, ne? Težili so mi, da moram prevesti, pa sem rekel, da prevod... Resno, prevod nekaj takega. Ja, tako da to je v bistvu po moje najbolj gledan. Tistih 20 sekund videa je najbolj gledanih ever od Makona in od vsega, tako da... Bomo dali link spodaj, ne, da bojo lahko še naši ljudje si pogledali, bomo malo nabili še viewership. I mean, it's a part of the history, basically. To je eden glavnih algoritmov, ki jih najdeš, če karkoli iščeš o slovenskih dogodkih, takoj padeš na ta saga. V bistvu, iz časa pa izhaja ime Toho, je to isto, mislim, ima kakšno korelacijo z tistim produkcijsko hišo na Japonskem, ki je Toho tudi? Ne, to je pa v bistvu cel Toho, kako je nastal, me vsi ful vprašajo, ste bili ful fani, kako ste do tega prišli? I was bored at work. Ne, to je honest truth. Delal sem pač na T2, smo imeli nočno, 2 sva bila in randomly, ne, takratni podpredsednik meni tako čez celo, hej, ti ko japonsko muziko poslušaš, mi društvo še nimamo s tem v Sloveniji tako, ne? Kaj če ga mi naredili?
Okay. In, ja, in, Ob eni Origin zjutraj dobra story, ideja. ne? in je the worst origin story ever, zato ker me vsi sprašujejo, koliko ste bili fani, to je bilo že vse. Kaj, če bi ga mi naredili? To je literally the source. The sauce. In je tako, bo rečem, ne, dej, meni se ne da s papirologijo, nič to, bom jaz. Sem rekel, no, boš. In naslednjo nočno, ne, ker smo imeli 3 zaporedoma, prinesel on vse papirje, we are done. Zdaj bomo pa vložili tako, Zdaj bomo pa vložili, zdaj pa denar, ne mislim, jaz sem skrbel za dokumente, ti odpri denarnico, rabimo nekaj začetni fant. In tako je bilo, ful je šlo hiter in nisem sploh vedel in tako on meni, papirje so fertik, mi sami ime rabimo. Jesus, gremo zdaj RNG-at na Google. No pressure, ne. In to je obstajalo pred ChatGPT-jem, tako da so dejansko mogli uporabljati. Mogli smo, Human intelligence. Zdaj že moramo dejansko stvari pred GPT-jem pa pod GPT-jem govoriti. To je zdaj prelomnica človeštva, ko smo razmišljali. Mislim, zdaj sploh ne bo več pojma inteligence zunaj umetne inteligence. Tako da to je original story, ne. In prav spomnim se, Google je takrat lansiral tisti, kaj je bil Wave, kaj je bil v bistvu nek njihov chat program, ki je bil alive, ne vem, glih tiste pol leta. In jaz gor dodam vse, ki so se v tistem trenutku v enem dnevu spomnili, da bi nekaj delali. In sama imena letijo na klišejska, pa Sakura, pa ne vem kaj še vse. Da te bajo. Ne, zdaj se vsi zezamo, ne, ampak that was actually one of the... Ne, tako res nekaj smo hoteli, ampak nikoli ni bilo neki imen, sem rekel, jaz bi pa, če že gremo v neki, bi imel neki tako nestandardnega, neki ne vsakdanjega. In potem je Andrej Čremožnik, ne, randomly vseku Andrej, a.k.a. Sky, tako, in je on randomly na temu waveu ven vseku toho in jaz tako, I like it. In dejansko, preden smo imeli voting, mislim, ker smo že imeli voting, no pa je bilo vsega konc. It was rigged. Ja, it was rigged, ne. To je 10 listkov, ampak vsak je pisal toho. Pull options. To. In pol se že vse zmenimo, dejansko že sprintava s kolegom, vse je bilo tipi, in pol tako meni, kaj pa to pomeni? I have no idea. Tako. Only Sky knows. Samo, kaj veš ti, da Tohu je dejansko igrca, ena šuterska. Jaz sem prvič, ko sem slišal šuterska igrca. A ni to neke... to so neklice, pa audio, to. Jaz sem to pomislil, ko je bil Tohu. In to je v bistvu potem Sky razkril, da je v bistvu tega vzel. Torej, on sem slišal, nekega dne ni vedel, kaj je, in pa je bil Tohu. Jaz sem iz nekega dark weba slišal, da je on very into loli characters. Ampak tako pravim, we had no idea, we just liked the sound of it. In še do danes mi je ful veselje, ker si vsi jezik lomijo, ker je moj main mail še vedno tak, ki ga uporabljam tudi za privatne stvari, ne. Toho, pika si, vse sem variacije že slišal, tako da je še vedno ful dobro gledati, ker se vsi mučijo, ker to berejo. Sploh unike ne razumejo, kako podaljšni oji delujejo v japonščini. Ne, ampak fora je to, da je v bistvu očitno tak tongue twister za Slovence, kar nam mogoče ni jasen, da tudi po slovensko verzijo ne povejo, veš, in jim ta nekako in ker ne vem, kaj vse še noter dajejo. Slovensko, Tohu. A ne? Ampak vsi, ki vidijo te skupaj, pa pol, ki se v bistvu ponovi, ne, je kar... Dva zloga, to gre preveč. Ne, ful je očitno, ker sta dva ista in je očitno to... Ne vem, ne.